Ali te zanima, kako izgleda klub kraljic od znotraj? Že ptički čivkajo, da imamo klub kraljic, ki je ena izmed najboljših spletnih skupin za tiste ženske, ki želijo postati kraljice, ki želijo razviti svoj biznis, ki želijo razviti svojo samozavest, ki želijo postati neodvisne v svojem življenju in v tem, kar počnejo. In v nadaljevanju imam kratek izsek iz naše spletne shrambe, kjer je nanizanih na desetine in desetine video vsebin, do katerih, če si članica kluba kraljic, imaš dostop 24/7. In samo še to, preden pogledaš ta ekskluzivni izsek, v klub kraljic se lahko pridružiš vsak mesec. Vsak mesec se začenja klub kraljic nove tematike, novi pogovori, nove kristaloterapije, nove delavnice. Vse to prinaša klub kraljic. Tako da, povezavo za pridružitev najdeš nekje zgoraj spodaj in če te notranja kraljica kliče, potem ti bo nadaljevanje tega videa definitivno všeč. Veselim se, da se vidiva, zdaj pa si le poglej video do konca. Čau! Kako izgleda odnos med kraljem in kraljico? Jaz veliko govorim o kraljici in zdaj moramo biti zelo realni. Kdo so partnerji od kraljic? Ja, kralji, a ne? Zdaj videla, da se kraljica poroči z nekom, ki ni na njemu nivoju. Kraljica vedno zbere sebi enakovredno bitje in to je kralj, ne? Ali pa kraljica, če imamo punco, ki ima rada punce, je lahko tudi kraljica s punco, ne? Ampak kraljica bo vedno zbirala v svojem odnosu kralja. Vedno bo iskala sebi enakovredno energijo. Človeka, ki ima moč, človeka, ki ima samospoštovanje, človeka, ki ima fokus, človeka, ki ima samoprepričanje, ki ima postavljeno energijo. Ker to je edini človek, ki lahko funkcionira v resnici s kraljico. To je edina vrsta človeka, ki lahko je v odnosu s kraljico. Ko ženska enkrat sebe postavi v kraljico, ima druge kraljice za prijateljice. Ko ženska enkrat sama postane kraljica, njen partner, model, ali boš postal kralj, ali pa, bomo se pomenila v prihodnosti enega odnosa. Veš, ženska lahko deluje, ki kraljica lahko v resnici deluje samo s kraljicami. Vzameš, dajmo zdaj tak primer, ne? Zemeljski primer. Vzamemo kraljico Elizabeto, ki je dejansko kraljica Velike Britanije. Veš, ona živi v palači, ona ima varnostno službo, ona ima svoje letala, ona ima, kaj ima, zakladnico, ona ima krono, ona ima dragulje, ona ima moč, ona ima vizijo, ona ima ljudi, ona ima znanje, ona ima vpliv. Kaj bo kraljica Elizabeta delala z najboljšo prijateljico, ki ni kraljica? Kaj se bo z njo pogovarjala? Rečemo, da ima kraljica Elizabeta najboljšo prijateljico, ki ni kraljica, ki je pa neka punca, ki je prestrašena, nima vizije za življenje, ne upa se postaviti zase, ne upa svojega glasa dati, ne upa udariti po mizi. Ona dve ne morata biti prijateljice. Fizično ne morata biti prijateljice. Kako bo to prijateljstvo skup? Ne bo, a ne? Ali pa kraljica, da je v odnosu z tipom, ki ni kralj, vse ga bo pohodila, vse ga bo spremenila v copat v 3 minutah. Kraljica, ki bo zahtevala ženska, ki bo točno vedela, kako hoče s svojim življenjem narediti in ima tipa tam, kak papučar, se slini za njo in si ne zna niti špagetov skuhati in je čist zmeden. Kaj bo taka ženska delala s takim tipom? Ne more, tako partnerstvo ne more obstajati. Kraljica rab kralja ob sebi, ne? In zato sem rekel, da ko ti enkrat postaneš kraljica, se tvoji odnosi vsi spremenijo. In kar naenkrat nepravi odnosi se končajo in pravi odnosi pridejo v tvoje življenje. Drugi kralji in kraljice pridejo. In kako izgleda odnos med kraljem in kraljico? V resnici, to je odnos, ta odnos lahko funkcionira primarno. To se pravi, temelj tega odnosa so enake vrednote. Zaradi tega, ker so, veš, ko je ženska v svoji moči in je njen tip v svoji moči, imata ponovadi različne karakterje, imata ful močno manifestacijsko energijo in kaj je tisti vezni člen, ki ta dva človeka drži skupaj? Iste vrednote. Nujno je, da imata kralj in kraljica
pod različnimi karakteri in navadami in znanji iste vrednote. Če bo ta imela iste vrednote, je to tista glavno lepilo, ki bo držalo njun odnos skupaj. In potem se lahko razvijata vsak po svoje, vsak svojo smer, svoje unikatnosti, do kjerkoli želita, dokler imata isti vrednostni sistem, ki predstavlja temelj njunega življenja. In tukaj ti dam primer naju s Kristi. Midva s Kristi sva najbolj različna človeka na tem planetu. Ne samo, da sem jaz velik 1,94 m in da je ona velika 1,61 m. Tako ko hodimo po ulici, to zgleda tako. Ne? Kdo je ta dva skrb dal? Ne, mi da se razlikujemo v vsem. Jaz imam rad kislo grenko, ona ima rada sladko slano. Jaz imam rad hladno bajto, jaz sem skozi bos, skozi sem slečen, ona ima rada vročo hišo, talno gretje, skozi je oblečena v puloverje in puh. Jaz imam rad mir okoli sebe in tišino in ko sem v svojem domu čim manj ljudi, ona ima rada polno hišo, pa se rada pogovarja, pa druži. Ne? Jaz imam rad čist kontra stvari kot ona. Barve so meni čist kontra všeč kot njej. Jaz imam rad sonce, ona ima rada zvezde. Vse imamo kontra. Jaz rad hodim okoli po mestih, ona rada čilira v spajih v hotelih. Moj sanjski dopust je, gremo v gore, gremo surfat, gremo se potapljati, gremo štirikolesniki, gremo z jet skiji, gremo jadrat, gremo s podmornico se furati, to je moj dopust. Kristin dopust je, dej mi knjigo in pust me na mir, bom jaz na plaži ležala in se ne premaknila. In zdaj sva mi dva poročena, ne? Zakaj? Zaradi tega, ker imamo popolnoma iste vrednote glede življenja. Ona je light worker, jaz sem light worker. Njej je mar za naravo, meni je mar za naravo. Oba želiva izboljšati ta svet, oba učiva ljudi, oba meditirava, oba imava vrednostni svetlobni sistem enak. Midva si nikoli nismo prišli na vzkriž, kaj je pomembno pri ljudeh. Midva nikoli nismo prišli na vzkriž, da bi nekdo temo zbral, nekdo pa svetlobo. Midva imamo vedno iste odločitve, ko se gre za vrednote. In to je tisto, kar je kor, veze med kraljem in kraljico. Če pa so tu razlikuje odnos, potem tak odnos gre narazen. To je ena taka stvar. Naslednja stvar, mislim, to pomembno, da razumeš, če imata kralj in kraljica iste vrednote, niti ne rabi, da enakih ciljev imeti. Kralj pa kraljica ne rabi, da imeti enakih življenjskih ciljev. Samo morata imeti iste vrednote. Včasih pa ljudje nimajo istih vrednot in potem zahtevajo od partnerja, da ima iste cilje kot on. Zakaj rabi imeti partner iste cilje kot ti? Kristi ima željo, da ima ful lepo hišo in da lahko napiše knjige noter in da nikoli ne gre iz hiše. Jaz imam željo po celem svetu delati mednarodno kariero, predavati v 100 državah. To sta čisto različna cilja, ampak nama funkcionirata. Zaradi tega, ker imamo iste vrednote v ozadju. To je prva stvar. Naslednja stvar, kralj in kraljica rabita imeti spoštovanje izborov drug drugega. Kraljica rabi spoštovati izbore, ki jih zase in za svoje življenje naredi kralj. In kralj mora spoštovati izbore, ki jih zase in za svoje življenje naredi kraljica. To se pravi, jaz se nekaj odločim zase in ti kot moja kraljica rabiš to spoštovati. Težava je, ko ljudje v partnerstvih pluvajo po izboru partnerja. Zakaj pa pluvajo po izboru partnerja? Ker ni istih vrednot v ozadju. Jaz se nikoli nisem ničesar odločil, kar bi bilo kontra Kristinim vrednotam, ker imamo enake vrednote. Zato so vsi moji izbori, ki jih jaz naredim zase, jaz se lahko odločim karkoli, bo Kristi vedno podprla, kar sem se odločil. Ali v karieri, ali v mojih hobijih, ali v načinu, kako preživljam svoje življenje, nikoli ne dobim kontra.
In isto pri Kristi. Ona lahko dela karkoli želi. Ona lahko gre kamorkoli na svetu, ona se lahko kupi karkoli hoče. Jaz si nikoli nisem ničesar ne spoštoval, ker je njeno življenje, ima pravico. A razumeš? Rabi biti v ozadju spoštovanje izborov drug drugega. In če se jaz odločim, da bom igral harmoniko, je tvoja odgovornost kot kraljica v mojem življenju, da to sprejmeš. Ne da pluvaš ta moj izbor. Če se ti odločiš, da boš trenirala gimnastiko, je moja odgovornost kot partner v odnosu, da sprejmem to. Ne da pluvam tvoj izbor. In to ima ta kralj in kraljica kor, oba spoštujeta odnose drug drugega. Naslednja stvar, izbore drug drugega. Naslednja stvar je, da spoštuješ, da kraljica mora spoštovati svojega kralja kot bitje. Kot bitje, kot človeško, osnovno človeško bitje. Kot osebek na zemlji. Kraljica vidi svojega partnerja kot čudovito bitje, katero je izkazalo čast, da živi z njo. Ker kralj je iz nekega razloga zbral kraljico, pa bi lahko 3 milijarde drugih žensk zbral. Ne, on je zbral njo. In kraljica se zaveda, da je kralj namenil čast, da je ona v njegovem življenju. In kralj spoštuje kraljico kot bitje. To se pravi, da to spoštovanje gre globje od tega, kaj ti meni zagotavljaš. To spoštovanje gre globje od tega, kakšno korist imam jaz od tebe. Ti rabiš imeti, kraljica ima rada svojega kralja kot bitje, kot osebek, kot človeka v inkarnaciji, kot živo bitje, ki obstaja. Na tem nivoju se rabi ljubezen zgraditi. Ne sam ti si mi to kupil, ti si mi to kupila, ti to delaš, ne, ampak na globjem nivoju. Naslednja stvar je neomejevanje. Kralj in kraljica drug drugega ne omejujeta. Nikakršnega omejevanja ni v življenju. Kraljica lahko dela karkoli želi in kralj lahko dela karkoli želi. Če hočete dve take močne energije biti v odnosu, v partnerstvu, potem rabite to odločitev sprejeti. Jaz tebe ne bom omejeval, ti mene ne boš omejevala. In to je dogovor med nama. Ti lahko delaš karkoli v svojem življenju želiš in jaz lahko delam karkoli v svojem življenju želim. To je nujno. Kralj in kraljica, veš, kraljica ne dovoljuje drugim ljudem, da ji določajo življenje. Niti svojemu kralju. In kralj ne določa drugim ljudem, da mu ne dovoljuje drugim ljudem, da mu določajo svoje življenje. Niti svoje kraljici. Zato je edini način, da ta dva bika, ko ima ta močno energijo, skup živita in preživita in zasrečna, da drug drugemu brezpogojno dovoljujeta izdelati izbore in da se ne omejujeta. Ne v manifestaciji, ne v željah, da lahko vsak dela karkoli želi. Ampak to vodi v naslednjo točko. Kralj in kraljica imata v življenju pravila. Zmenita se, kaj bodo pravila v njunem življenju. In potem se zavežeta drug drugemu, da bodo ta pravila spoštovala. Kraljica pove kralju, kaj je njej pomembno in kaj ona rabi za svoj mir, srečo in zadovoljstvo v življenju. In kralj kraljici iskreno pove, kaj on rabi za svoj mir in zadovoljstvo v življenju. In potem skupaj se usedeta in naredita družinski plan, kako bo zdaj njuno življenje organizirano, da bojo te minimalne zahteve, ki jih ona dva rabita, izpolnjene. In tega se držita. Data si roko in si obljubta. Jaz bom naredil to in ti boš naredila to in to je moja obljuba tebi in tvoja obljuba meni in to je najin pakt. In če se pravil držimo in jih upoštevamo, potem bo takšen odnos deloval. To smo mi doista s Kristi naredila. Mi da smo se zmenila, kaj midva rabiva, kaj ona rabi. In Kristi je rekla, jaz ful rabim čisto hišo. Okay? Rabim čisto bajto, rabim, da so tla čista, da je kuhna čista, da so perilo oprano, da so posteljnine redno zamenjane, da je zrak čist, to jaz rabim. Zaradi tega, ker mi je to ful pomembno. Jaz tudi to rabim, ampak ne do tega nivoja kot Kristi. Zato smo se usedla. Sem rekel, ok, super, ti to rabiš, zdaj jaz
Ne bom vsak dan čisto tega, ne? Zdaj, tudi ti vsak dan ne boš čistila tega, zaradi tega, ker imamo stvari. Kaj je zdaj stvar? Stvar je, da čistiva za sabo. To pomeni, da vsak nekaj naredi, takoj počisti za sabo. Ko jaz kuham, takoj spucam kuhno za sabo. Ko ona kuha, takoj spuca kuhno za sabo. Ko neseš perilo, takoj popucaš za sabo. Če vidiš, da je nekaj razmetan, kdorkoli vidi, pospravi. In najela sva čistilko. Imamo eno gospo, ki pride enkrat na teden, včasih dvakrat na teden, odvisen in zrihta stvari. In to je najin dogovor, to je deal. To smo se zmenila. To je eden izmed dealov, ki jih imamo. In glede tega se držimo pravil in jaz vem, kaj ona rabi za svoj minimum in kaj ona ve, kaj jaz rabim za svoj minimum in tukaj imamo pravila, ki jih upoštevava. In potem je med nama zaupanje in je med nama mir in je med nama temelj, iz katerega lahko delava karkoli želiva v svojem življenju. To je naslednja stvar, ampak se moraš držati dogovora. Če ti pa kar tam nekaj pobluziš, pa se ne držiš dogovora, ni fair. Ni fair in potem pride do kregov in potem pride do neskladi in potem kraljica teži in kralj teži in potem imaš težko zvezo. A ne? Ok. In naslednja stvar, drugemu sta kralj in kraljica na prvem mestu, ko se gre za druge ljudi. Dobro, zdaj to poslušaj. Kraljica, ko gledamo cel koncept življenja, da sebe na prvo mesto, a ne? Sebe da na prvo mesto. In potem vsi ostali ljudje, ki ostanejo, starši, otroci, prijatelji, znanci, sodelavci, ne vem kdorkoli, vseh ostalih 7 milijard ljudi, od teh ljudi da pa kralja na prvo mesto. To se pravi, kralj da sam sebe na prvo mesto glede sebe in kraljica da sebe na prvo mesto glede sebe. Ampak ko se gre pa za odnose do drugih ljudi, data pa drugega na prvo mesto. Kraljica da kralja na prvo mesto in kralj da kraljico na prvo mesto, ko se gre za druge ljudi. To je pri kralju in kraljici sveto. Če si ti kralj, ti ne moreš imeti mame na prvem mestu. Tvoja kraljica mora biti na prvem mestu. In če si ti kraljica in imaš svojega kralja, ti ne moreš dati otrok pred njega. On je bil prvi in on bo ostal zadnji. Otroci so pomes, otroci so zadnji prišli in prvi bo šli. Ti kot kraljica rabiš razumeti, da je najbolj pomemben človek poleg tebe v tvojem življenju tvoj kralj in nihče drug. Ne tvoji starši, ne tvoj sosed, ne tvoj šef, ne tvoji otroci. On je najbolj pomemben, ko se gre za druge ljudi. On ima častno mesto, šele potem naprej so ostali ljudje, pa starši, pa bratje, pa sestre. Najbolj pomemben človek v mojem življenju poleg mene je Kristi. Nikoli ne bom dal niti enega človeka iz te zemlje pred njo. Ne svojih staršev, ne svojih bratov, ne svojih prijateljev, nikogar. In to je naravni vrstni red. Ona je moj izbor. Jaz sem se z njo poročil. Jaz sem njo zbral. In kralj, kraljica to naredita drug za drugega. In drugemu vedno krijeta hrbet. In drugega vedno prvega izbereta. Kje se zalomi? Ko je on mamin sinko in starše postavlja pred svojo izbrano kraljico na mesto. Valjda, da je ona živčna. Kaj se partnerji odtujijo? Ko dobijo otroka in potem ona postavi otroke na prvo mesto, valjda, da se odnos skrha. Otroci so gostujoči, pridejo in grejo. Kralj je tak, ki ti bo varoval hrbet, ko bojo otroci enkrat šli. Kralj je tak, ki bo s tabo umrl. Kralj je tak, ki s tabo vodi tvoje kraljestvo. Ne otroci, ne tvoj šef. Vsi na tem planetu imajo drugo mesto za kraljem. Razumeš? To ima ta kralj pa kraljica zelo poštiman. In naslednja stvar, kralj in kraljica imata med seboj zavezništvo. To je veliko globje kot samo prijateljstvo. To je veliko globje kot samo dogovor. Zavezništvo je povezava na dušnem nivoju.
To pomeni, da kraljica globoko sebi ve, da čuti, da lahko vedno računa na kralja. Da bo model službo pusto, če bo rabo, da bo njo rešil. In ona bo vse naredila, da bo njega rešila, če bo on rabo njeno pomoč. To globok občutek zavezništva, ki gre globje od prijateljstva, znanstva, partnerstva, poroke, ko že gre na dušni nivo, ko se duši odločita, da boste držala skupaj in da boste skupaj inkarnacijo furala, to imate kralj in kraljica. In to drži celo življenje. In to je bolj pomembno od vseh sistemov in političnih zadev in vseh situacij na zemlji. Če imaš ti zavezništvo s svojim kraljem narejeno, nič na zemlji se ne more zgoditi, da to zavezništvo prekine. Nič zunanjega. Dobena okoliščina ne more prekinati zavezništva. Lahko se ti zgodijo najbolj tragične stvari v življenju, lahko ti nekdo umre, lahko se bankrotira, lahko hiša zgori, lahko se tragične stvari zgodijo, nič ni močnejše od zavezništva med kraljem in kraljico. Tako da boš vedela, kaj je tisto, kar gradi odnos kralja in kraljice. In ko imaš enkrat tak odnos narejen, je to odnos, na katerega lahko računaš. Tukaj sem primer odnos kralja in kraljice. Ti lahko imaš take odnose zgrajene tudi z svojimi prijatelji. Ti lahko na tak način gradiš odnose z vsemi pomembnimi ljudmi. Ne? Ampak nekdo bo vedno tvoj zaveznik številka 1. Tu sem dal primer partnerstvo, ker večina kraljic izbere partnerja za to vrsto odnosa. Ne? Ampak lahko je tudi tvoj prijatelj, če mogoče nisi v partnerstvu, pa nimaš partnerstva, pa se ga ne želiš. Ne? Ampak nekdo je vedno v tej poziciji v življenju. Nekdo je vedno ta, za katerega si tudi pripravljen iti do konca. In nima cene takšen odnos. To je odnos med kraljem in kraljico.